in spoštovani, lep dober večer vam želim. Z otroško pesmico Šola nas je van popeljal otroški pevski zbor osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina iz podružnične šole Lokavec pod vodstvom Tine Koren in ob klavirski spremljavi Mojce Lavrenčič. Z nastopom zbora smo začeli koncert, s katerim bomo pospremili v javnost dve zbirki otroških pesmic. To sta Mala žaba sredi mlake in Kaj bi le ptičica. Zbirki sta obogatili slovensko glasbeno zakladnico za najmlajše. Pod obe se podpisuje Vlasta Lokar Lavrenčič, glasbena pedagoginja, ki jo prisrčno pozdravljam in jo vabim, da se mi pridruži. V nadaljevanju bo zbor zapel skladbici Kamenček na kamenček in Slika. Hvala otroškemu zboru iz Lokavca in Tini Koren. Gospa Lokar Lavrenčič, lepo pozdravljena še enkrat. Priložnost je prava ne le za glasbo, ampak tudi za besedo in pogovor o glasbi. Prvo vprašanje se nama kar samo ponuja. Komu so skladbice namenjene? Vi sami poudarjate pomen vzgoje za glasbeni razvoj otrok. Torej, te pesmice so seveda namenjene prvenstveno otrokom. So zelo preproste, melodije so spevne, zato da otrokom gredo res hitro v ušesa, da se jih hitro naučijo. Seveda so te pesmice namenjene potem tudi vzgojiteljem v vrtcih in glasbenim, torej učiteljem in glasbenim pedagogom. Poleg melodij so izpisane tudi klavirske spremljave, tako da se lahko jih uporablja tudi na kakšnih nastopih s spremljavo. Kje pa ste dobili navdih za tele skladbice oziroma za uglasbitve? Iz čigave zakladnice ste največ nabirali? Torej, te pesmice so že nastajale pred mnogimi leti, že ko sem imela otroški zborček v vrtcu v Vipavi, sem pisala nekatere pesmice za ta zborček. Potem več let so te pesmice nekje ostale v predalu, potem sem pa razmišljala, da bi mogoče pa le enkrat zbrala jih skupaj pa še kakšno novo napisala. Je pa vedno navdih pride iz besedila pesmic. Če je besedilo tako, da
v bistvu zaslišim takoj melodijo. Vas kar samo nagovori. Ja, kar samo. Melodija pride, navdih pride. Potem seveda oblikovanje klavirske spremljave je nekaj drugega, ne, tudi tukaj mora biti navdih, ampak je tudi delo, tudi piljenje včasih. Kaj vas je nagovorilo k uglasbitvi, pripravi in izdaji obeh zbirk otroških pesmic? To je zahtevno, dolgotrajno, torej zbrano delo, to ni kar nekaj. To je trdo delo, tudi umetniško delo, ustvarjalno delo. Torej to, kot rečeno, je večletno delo, ker se počasi že malo tako na obzorju, ne, recimo penzija vidi, ne, pa se mi je zdelo, da je čas, da zberem to gradivo skupaj in ga nekje objavim, ker če nekaj ni objavljeno, potem se to zgubi in gre v pozabo. Kot glasbena pedagoginja predvsem poudarjate smernice, ki se odražajo tako v glasovnem obsegu, razgibanosti melodij, intervalih, harmoniji. Ja, torej pesmice so preproste, da melodija je spevna, gre hitro v ušesa, vendar sem želela, da je razpon malo večji od tistega standardnega, da otroci razvijajo glasovni obseg, poleg tega tudi so nekateri intervalni skoki, mogoče malo bolj zahtevni, vendar vsem tem razvijamo otrokove pevske sposobnosti. No, med najnim klepetom sem ugotovil, da se je oder kar napolnil z mladimi. Tu sta še naprej oziroma ostaja z nami Mojca Lavrenčič, ki skrbi za klavirsko spremljavo in bo to skrbela celoten koncert. Mislim pa, da se nam bo pridružila tudi operna pevka Gaja Sorč.
Skladbici Čebela na besedilo Anje Štefan in Hrepenenje na besedilo vzgojiteljice, sicer pa domačinke iz Vipavske doline Natalije Krašna, je odpela Gaja Sorč, ki jo seveda pričakujem oziroma se bova tule na kratko pogovorila. Gospodična Gaja, operno petje ni ravno običajno za otroške in mladinske skladbe. Ali pač, kaj menite vi? Jaz mislim, da je v bistvu pomembno, da se tudi že otrokom in mladim začnejo v bistvu predstavljati vse vrste glasbe. Od neke vokalne do neke inštrumentalne. Mislim, da tudi operni svet, mislim, da bi mogel biti tudi malo bolj odprt za te stvari, oziroma mu mi odpiramo tudi vrata ravno s takimi prireditvami. Kako zgodaj pa ste se vi začela ukvarjati z glasbo? Moja mama vedno pravi, da mene je že kot dojenčka oziroma še v njenem trebuhu vozila na razne neke pevske vaje in to, ki so jih imeli z zborom. Tako da mogoče se sliši klišejsko, ampak nekako mi je bilo položeno v zibko. In to dobesedno. Glasbeni pedagogi pripisujejo petju poseben pomen za otrokov psihofizični razvoj. Tudi vi delite to prepričanje? Ja, absolutno. Mislim, v bistvu se nekemu dojenčku najprej prva stvar, ki se mu razvije v trebuhu, je sluh. In najprej začne poslušati mamino srce in potem je v bistvu to lahko pretvorimo tudi v glasbo, potem ko se mala dušica rodi in ne vem, zakaj ne bi tega še naprej spodbujali. Hvala vam, gospodična Gaja. Zdajle pa bomo v nadaljevanju slišali 3 pesmi, vse na besedilo Anje Štefan, in sicer Poglejte tale kljunček, 7 lisičic in Moje tace bi plesale, v interpretaciji Gaje Sorč in Jureta Počkaja, ki se nam je tudi oziroma se nam bo pridružil na odru. Poglejte tale ključek, poglejte tale red, poglejte petelička, kako je danes lep. Na trgu si je kupil trobento in piščal, ne bo več kikirikal, bo raje zaigral. Tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra, tra-ra-ra-ra-ra-ra, tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra, tra-ra-ra-ra-ra-ra. Bruna in čriče
vesale, kar naprej bi se vrtel. Kaj mi mar, če sem neroden in počasen in debel. Hop na štor in hop v travo, en, dva, tri okrog dreves. Čez Dobravo, čez goščavo, plešem svoj medvedi ples. Kakor poje ptička, plešem kot šumi drevo, plešem kot oblaček, ki ga nosi čez nebo. Plešem, ker sem dobre volje, plešem, ker sem živ in zdrav, in ker vem, da tudi jutri vse bo kot je najbolj prav. In ker vem, da tudi jutri vse bo kot je najbolj prav. Gospod Jure Počkaj, še preden odplešete kam drugam, povabljen k mikrofonu. Torej, kdo naj začne otroka, oziroma kdaj naj se začne vzgoja otrok v mladosti? Za operno umetnost, konkretno za operno umetnost. Za operno umetnost mislim, da je osnovna šola že pravi prostor, kamor bi se otroci lahko spoznali in učili. Petje pa mislim, da lahko tudi prej že v vrtcu, samo petje in tega mislim, da danes manjka in se mi zdijo taki projekti, kakor so te čudovite pesmice, zelo dobrodošli. Jaz mislim, da se lahko te stvari tudi otrokom zapoje, da se še mlajši učijo, pa potem pojejo tako. Kdaj ste pa vi začeli? Ja, jaz sem pel že kar otrok, samo opero, pa smo se tako spoznali v družini, smo poslušali Pavarotija in je kar to veselje do glasbe zraslo samo od sebe. Kadar slišiš en lep glas, ma ni nujno sam od Pavarotija, tudi od enega, bomo rekli tako, ljudskega pevca ali pa kaj, mislim, da vsem nam ljudem prižge iskro in željo, da bi tudi sami peli. Je še kaj pevcev, recimo opernih pevcev v vaši družini? Opernih pevcev ne. Ampak pevcev pa ja. Ja, se pa zapoje še kdaj pri hiši, ja, to pa ja. Ste pravzaprav že skoraj da odgovoril mi prejle na tole vprašanje, pa kljub temu, da nekoliko izostriva. Kako je mogoče mlademu rodu, če sploh približati opero? Opera ni kar tako, ne? V Pavarotija se moraš zaljubiti. Ja, jaz mislim, ja, začnemo z vzgojo, jaz mislim, da je fajn, da družba več poje, da se tudi že v družinskem krogu, bom rekel, pogumno in z veseljem tega lotimo in uživamo v tem. Potem pa ja, skozi šolo, jaz mislim, da tudi v Sloveniji bi mogli to stvar, ki dostikrat ni tudi v našem jeziku, z nekimi prevodi in mogoče s skladbami, ki niso toliko zahtevne, da bi se jih dalo tudi v šolo in probalo izvesti. Hvala vam, gospod Jure, mislim, ali pa upam pravzaprav, da bo to sporočilo prišlo prava ušesa. No, z Gajo Sorč bosta še ostala naša gosta, zdajle pa takole. Slišali smo že pesmice zapete z otroškimi glasovi in glasovi opernih solistov. V nadaljevanju pa prisluhnimo dijakom Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, ki sooblikujejo današnji koncert. Najbolje, da se obrnem na tisto, ki največ ve o tem. Gospa Vlasta, kaj sledi v nadaljevanju? Vi jih najbolje poznate. Je pesmica Lepo je, katere besedilo je napisala tukaj naša rojakinja, vzgojiteljica Natalija Krašna, ki jo tudi tukaj pozdravljam med nami. V nadaljevanju pa bomo slišali še dve pesmici na besedilo Anje Štefan, in sicer Šla je botrica lisica ter Tja čez reko ni mostička. Pšenica v lovi
zla, ne bi plaval prav zares. Stoka, stoka, se presede, mimo sreče, kakor ptičke, vse maline so le zanje, ker imajo perutničke. Da takšno zbirko primemo v roke, jo odpremo in zapojemo otroku pesmico, jo mora nekdo pripraviti, urediti, natisniti, še prej si jo mora zamisliti, morda je to celo najtežje. Gospa Vlasta Lokar Lovrenčič, občinstvo najbrž zanima, kako nastane takšna zbirka. Najprej je ideja, navdih in potem, ko pravi Sveto pismo in beseda je meso postala, je treba ta navdih, to idejo spraviti v življenje. Torej, melodijam je treba dodati spremljavo, potem sledijo korekture, neštete korekture, tudi kakšni posveti s hčerko Mojco, z gospo Bojano Šalič Podešva, kolegico, pri kateri lahko vedno na vrata potrkam in vprašam za mnenje. Potem, ko je že vse prečiščeno, potem sledi notografiranje in korekture notografiranja, potem oblikovanje. Seveda je treba tej zbirki izbrati naslovnico, ime, naslov knjige. To je zelo težka zadeva. Torej, prva pesmarica nosi naslov Mala žaba sredi mlake, po pesmici, ki ste jo slišali kot prvo. To je besedilo pesmice Šola, ki ga je napisala gospa Barbara Menard Senica. Druga pesmarica Kaj bile ptičica, pa ima naslov po besedilu pesmi Otrok poje, ki ga bomo, to pesem boste nazadnje slišali. No, ko imamo naslov, se lahko oblikuje naslovnico. Sedaj pa treba dobiti eno slikarko, slikarja, ki bo to naslikal. In v Vipavi imamo slikarko Alino Asberga-Nabrgoj, ki jo tukaj pozdravljam med nami. In sem ji zelo hvaležna, da si je ona res poglobila v te tekste in lahko vidite, kakšne tudi na projekciji njene stvaritve. Torej, ko imamo vse zbrano, potem je treba oblikovati kolofon, kjer so navedeni vsi, ki so udeleženi, seveda je potrebno tudi lektorirati celotno besedilo, pa kakšno spremno besedo napisati, zahvalo. No, pozabila sem še omeniti, da so vse te notne, vse note šle v recenzijo gospodu Damjanu Močniku, tako da se mu v tej priliki tudi res zahvaljujem za njegove konstruktivne pripombe. Hkrati moram povedati, da sem zelo ponosna, ker je v teh dveh pesmaricah je v bistvu uglasbenih 19 pesmic, pesnice Anje Štefan in recenzijo teh pesmi je delal Damjan Močnik. Torej, mi smo začeli sodelovati že prej, ampak medtem sta pa oba dobila nagrado Prešernovega sklada, tako da sem zelo ponosna na to sodelovanje. No, in ko so vse korekture in vse pripravljeno, se zaprosi v Narodno univerzitetni knjižnici še za tako imenovan CIP, kjer se dobi številko mednarodno ISMN, to je mednarodna standardizirana številka notnega zapisa, in potem sledi zadnja priprava za tisk in gre lahko v tisk. Tiskarno je treba še prej poiskati, ne pa prositi za ponudbe. Tako. Ampak kako je pa pričakovati novo knjigo iz tiskarne? Ja, to pa pričakovanje, res lahko rečem, to je pa kot, da se ti en otrok rodi. Ko dobiš v roke to knjigo, se mi zdi res, to ni pač otrok, ne.
človeški otrok, ampak je en duhovni otrok in to res čutim, kot da sta zdaj se mi rodila dvojčka. Gospa Vlasta Lokar-Lavrenčič, kaj le bova zdaj napovedala, kaj bomo še slišali v nadaljevanju? Slišali bomo še eno pesemco na besedilo Barbare Menard-Senica, naslov ima Zvečer, odpela bo Gaja Sorč, in Zaplešite na maškare na besedilo Anje Štefan. Dijaki kot srednje šole Veno Pilon, kot vidimo, imajo v današnjem koncertu zelo veliko vlogo. Kaj takšen dogodek pomeni za šolo in kaj pomeni tako obsežno in zahtevno udejstvovanje za dijake? No, to bi najbolje oni sami povedali, ne? Jaz lahko samo predvidevam, kaj bo v njih ostalo še čez leta, bomo pa videli. Jaz upam, da nekaj bo ostalo. Torej, želja je bila ta, prvič, da oni spoznajo pesmi, da jih izvajajo, da jih pojejo in da dobijo en občutek, kako se pripravlja neka prireditev, na kako različne načine lahko eno pesmico popestrimo, da otroci bolj doživeto poslušajo. No, na odru pričakujemo tamburaško skupino. To so tamburaši glasbenega društva, tamburjaši iz Vipave, ki ste jih, gospa Vlasta Lokar-Lavrenčič, ustanovili in vzgojili ravno vi. Medtem, ko bodo postavljali inštrumente, bi midva kar opravila kratek razgovorček. Verjetno bi bilo prav slišati nekaj podatkov o tem znanem in večkrat nagrajenem glasbenem sestavu. No, danes bomo slišali eno manjšo skupino glasbenega društva Tamburjaši, ki sicer šteje okrog 25 članov, torej bistveno večji orkester, ta se udeležuje tudi tekmovanj danes. Sem pa zelo hvaležna, da so si vzeli čas, nekateri iz Ljubljane prišli, nekateri od doma sredi mature.
Sicer s tamburaštvom smo se v Vipavi začeli ukvarjati že pred več kot 20 leti in v tem času je kar veliko otrok šlo skozi tamburaško šolo, skozi orkester, tako da se lahko pohvalimo, v Vipavi imamo danes dve tamburaški društvi. No, jaz se več ukvarjam s tem društvom, v zadnjem času pa je umetniško vodstvo prevzela hčerka Mojca, predsedništvo društva sem pa prepustila Matevžu Ferjančiču oziroma je prevzel. Kaj pa nam bodo zaigrali, kaj bomo slušali? Torej, slišali bomo dve pesmici s tamburaško spremljavo, sicer v zbirki je klavirska spremljava, nocoj smo to posebej priredili za tamburaški sestav, zapeli pa bodo Je dolga, dolga prašna pot, ki jo bo ob tamburaški spremljavi zapela Gaja Sorč, in kot drugo pesem pa Vodnjak, katero bo zapel Jure Počkar. No, mogoče bi sam nekaj še dodala pri tej pesemci, pri prvi pesmi. Je dolga, dolga prašna pot. To pesem je navdihnila v bistvu begunska kriza. Namreč to se človeka zelo dotakne in ko sem jaz brala to besedilo Anje Štefan, sem morala pač melodijo napisati na to. No, jaz upam, da boste tudi poslušalci začutili to, kar sem jaz čutila ob tem, ko sem pisala to. Je dolga, dolga
Strma je pot do izbira in sploh se mi hoja od nekdaj upira. Ne grem več po vodo, zgradil bom vodnjak, tako se je včeraj odločil gostak. In mahal je s krampom in pel brez posluha. Globoka je jama, a kaj ko je suha. Nazadnje je nehal in sedel na plot. Zdaj vida vodice ne najdeš povsod. Zdaj vida vodice ne najdeš povsod. Tale lep in prijazen večer se izteka. Midva pa imava, spoštovana Vlasta Logar Lavrenčič, še neko dolžnost. Skladbic, ki smo jih danes predstavili, ne bi bilo brez pomoči in prispevka nekaterih ljudi. Brez koga ne bi šlo? Torej, celoten projekt je nastal s pomočjo 4 inštitucij. Prvo glasbenega zavoda, ki ga sama vodim, potem pa se tukaj zahvaljujem Lavričevi knjižnici Ajdovščina in gospodu Arturju Lipovžu. In seveda najprej tudi javnemu skladu za ljubiteljske kulturne dejavnosti. In tukaj, če se ne motim, je direktor javnega sklada, gospod Damjan Damjanovič, pa ga kar povabim. Torej, eno vipavsko vino, ne, zbirk imate poln avto, tako da prva zbirka Mala žaba sredi mlake, to zbirko je javni sklad izdal, drugo zbirka je v samozaložbi, tako da smo si malo zamenjali te zbirke, zato zdaj vino, da ne bo zbirka ostali. Tukaj pa gospodu Arturju bi pa dala še knjigico v spomin Lavričevi knjižnici z mojim posvetilom. No in kot četrta, pa ne zadnja inštitucija, ne, ki je sodelovala, to je pa Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina. In tukaj pozdravljam gospoda ravnatelja Andreja Rutarja. Pa prosim, če... No, moški me eno flašo, ne, zahvalo. Pa kot srednji šoli zbirko. Torej, seveda ni samo gospod ravnatelj, ampak je celotna srednja šola sodelovala, bomo še prišli do vas, ne. Zdaj bi pa najprej se zahvalila. Kot vidite zgoraj, ne, so našteti najprej pesniki in pesnice, pesnice in pesniki, ki so v teh zbirkah prispevali svoja besedila. Mislim, da je tukaj trenutno navzoča samo naša rojakinja, gospa Natalija Krašna, ki bi se ji tudi rada zahvalila za eno zbirko in jo prosim, če pride. Potem kot sem že prej omenila, pri nastajanju zbirke je likovno podobo prispevala gospa Alina Asberga Nabergoj in jo tudi vabim.
vseh veliko ne vem, če bom vrstni red pravi, ne, jaz upam, da na koncu koga ne pozabim, ampak se že vnaprej opravičujem. Torej, gospe Tini Koren bi se rada zahvalila, vodji otroškega zbora iz Lokavca. In naslednji sledijo naši gostje, operna solista Jure Počkaj in Gaja Sorč ter No in v tem sklopu hvala tudi moji hčerki Mojci, ki je spremljala. No, Mojca je bila tudi vedno prva recenzija, ne, najprej za mnenje vprašam, no, kaj misliš o tem. Naprej. Ne vem, če je tukaj gospa Alenka Vidmar. Je. Gospa Alenka je lektorirala, jaz vedno pravim, da njej besedilo teče, kot bi maslo po kruhu mazal in karkoli je treba na svete za kakšne spremne besede ali kaj takega, vedno lahko grem k kolegici Alenki. Alenka, hvala. In kot sem že prej omenila, gospe Bojani Šalič Podešva. Gospa Bojana je sicer tudi vodja mladinskega zbora Srednje šole Venopilon, dekliškega zbora, pravzaprav tokrat jo je pa nadomeščala, imela asistentko, dijakinja Ivana Marusi. Bomo potem še tudi njej se zahvalili, zdaj najprej Bojani. Ivana. Čekaj, oprosti, Ivana, smo šli malo ven z vrste, ne? Boš prišla na vrsto. Potem bi se zahvalila kolegicama Elizabeti Bratina in Urški Krečič. Pa jih prosim, če prideta gor. Torej, Urška Krečič je oblikovala koreografije, vse to, kar ste videli, da so dijaki plesali. In Elizabeta Bratina je bila pa mentorica vsemu temu, kar ste gor videli, pa likovni podobi današnjega nastopa. Torej, Elizabeta. Evo, Ivana, smo našli tvojo. Ivana je perspektivna mlada glasbenica in se je danes izvrstno izkazala, tako da potrjujejo te moje napovedi, ne? Mlada perspektivna glasbenica in upam, da te bomo še večkrat slišali in videli. Posebej bi rada tudi en spominček v spomin dala tudi našim 4 inštrumentalistkam. Flavtistki Špeli Menič. Urški Bučinel. Piji Cur in Juliji Čero.
Urška Bučinel je zadnjič nekaj tako lepega povedala, ne? Tu je ena taka izjava, je tako lepo darilo. Urška, znaš ponoviti? Rekla je s takim veseljem, kako bo ona svojim otrokom ali pa v vrtcu. Ja, v bistvu naprej predajala te pesmice otrokom in bom lahko z veseljem in ponosom povedala, da je pa ta avtorica mene učila v šoli. Če sem še komu, ki, z nami je seveda, zahvaljujem se vsem dijakinjam in dijakom, ki ste oblikovali ta program. Ne morem vsakemu pokloniti te zbirke, čeprav verjemite, da bi jo res rada, ampak žal je tu tudi papir, ki stane, ne, in tiskarna, ki stane in premalo zaslužen, da bi lahko to vsem dala. Ampak res iz srca hvala. Jaz upam, da vam bo ostal v lepem spominu ta večer. Tudi hvala vsem otrokom, jaz mislim, da zaslužijo res en velik aplavz, ker so zelo lepo. Tudi vse te risbice, ki ste jih videli zgoraj, so narisali otroci iz Lokavca. Hvala seveda tudi tamburaški skupini in torej vsem dijakom sem se zahvalila, ne, Medvedom in vsem, ki so nastopali. Torej hvala tudi vsem obiskovalcem, ki ste prišli. Zunaj imamo pripravljeno tudi še nekaj za okrepčilo in bi me zelo veselilo, če se še malo ustavimo, pa malo poklepetamo. Skratka, vsi ste vabljeni. Dijaki, mi bomo pa posebej srečanje dobili, vi pa imate, vas pa nekaj drugega čaka, no. Tako da. Ja, še nekomu se moramo zahvaliti. In to je Vlasta Lokar Lavrenčič. Hvala vam za ta večer in hvala za čudovite zbirke. Spoštovane in spoštovani, če vam je bilo všeč slišano in videno, vas vabim, da v predvirju poiščete obe zbirki in tako podprete izdajanje otroške glasbene literature. Naj še dodam, tudi Natalija Krašna ima še nekaj izvodov zbirke svojih pesmic za otroke, ki jih je izdala v samozaložbi in jih je mogoče zdajle kupiti. Lepe so. Predstavitev je povezana s stroški, zato bo dobrodošel kakršenkoli že prostovoljni prispevek za njihovo kritje. Današnji dogodek je nastal v soorganizaciji 4 ustanov, kot je bilo rečeno, Glasbenega zavoda Hrabroslava Otmarja Vogriča iz Vipave, Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Srednje šole Veno Pilon in Lavrečeve knjižnice Ajdovščina. Hvala za knjigice, torej vsem. Knjige boste lahko si izposodili tudi v Lavrečevi knjižnici. Koncert zaključujemo s skladbico Otrok poje, skupnim nastopom vseh izvajalcev. Vabimo vas, da se po zaključku zadržite v predvirju ob druženju in pogovoru. Tudi za kak okus bo poskrbljeno. Želim vam lep preostanek večera. Nasvidenje in srečno.
Dobro večer, spoštovani otroci, starši, nastopajoči, spoštovana avtorica. To ni v scenariju, sem se vsilil zdaj. Namreč tajnici sem obljubil, da bom nekaj lepega povedal. In kak naj jutri rečem, da nisem imel govora. Saj razumete, kak je to. V glavnem, v veselje mi je, da sem direktor Javnega sklada kulturnih dejavnosti Republike Slovenije, da sem lahko prisoten na takih prijetnih dogodkih. Ni mi samo na X-faktora tekla solza tudi danes. In pa gospa avtorica današnjega lepega večera, Javni sklad bo pa natisnil brošure, pesmarice za naše lepe otroke, da bo svojim otrokom lahko povedali, da so bili na premieri nekega veličastnega in lepega dogodka. Jaz se pa vam zahvaljujem. Zelo lepo.